Les ni samo gradbeni material, temveč tudi človekov vsakdanji sopotnik. Iz njega gradimo hiše, celo nebotičnike, hkrati pa je uporaben za številne drobne predmete, ki nam olajšajo življenje. Na Bloški planoti, le streljaj od Bloškega jezera, smo našli mojstra, ki zna prisluhniti lesu in iz njega ustvariti prav vse. Od lesenih žlic do pohištva in brunaric. S partnerko sta ustvarila pravi leseni raj, del katerega je tudi skoraj pravljična pastirska koča. Tale pastirska koča je varuhinja miru in tradicije. Živino, ki se paše na okoliških pašnikih, varuje pred volkovi, lastnikom pa omogoča pristen stik z naravo, predvsem z lesom. Martina in Janez, od kje ideja za tole pastirsko kočo? Ja, ideja te pastirske koče izvira izpred parih let. Pred 4 leti smo namreč imeli tle precej napadov volkov na pašnike, na naši domači živini. In takrat je bilo, moram reči, kar pestro. Včasih smo noči prebedeli na pašniku, da smo varovali živino. Postavili smo takrat povsem novo ograjo okoli pašnika, vendar ugotovili, da je najboljša zaščita prisotnost pastirja na pašniku. Večerek smo včasih pustili radio prižgan, zakurili v ogenj, prižgali luči in vse to je odvračalo zveri od te naše živine. Iz tega naslova smo začeli takrat si postaviti eno majhno hiško. Ko smo jo pa kasneje, smo jo pa pač ponudili še gostom, da doživijo to izkušnjo narave in sobivanja s našo živino na pašniku. In kateri vse leseni detajli te tukaj pričakajo? Ja, iz lesa je praktično skoraj vse. Porabili smo samo za tla in za oblogo smo porabili škrilovc, to je ta kamen, s katerim smo obložili. Drugače pa vse iz domačega lesa. Zanimive so določene krivine, mogoče v eni krivini, ki je skala, ki je bilo vraščeno, rasla je ta krivina na enem rastišču, ki je bila skalnata. Ta skala ni razpala in sem jo nalač pustil noter. To je kot neka zanimivost. K sreči sem najdel še enako tako in sem naredil ta nadstrešek. Vse je res minimalizirano. V zgornji štuk peljejo ene stopnice, to so unikatne stopnice, ki so narejene iz enega hloda. Praktično za kaj več ni bilo prostora in zato sem zrezal praktično ročno, da sem telekote polovil, da priješ v zgornjo nadstropje, kjer pa so 6 postelj iz okrogelc, pograde za otroke, neka družinska, bi rekel, spalnica. Zunaj pa je ta vroča kad, seveda najbolj pomemben je pa razgled in pa tudi živetje v naravi, v stiku s živino. Praktično preprosta tišina je že včasih čisto dovolj. Tukaj v tej pastirski koči so pomembni ti detajli, se pravi vse, kar imajo velike hiše, so tu zadeva minimalizirana. Poleg WC-ja tuša smo dodali še kad. Gor v prvem nadstropju je 6 ležišč, od zunaj pa ima leseno kad, kateri se pastirci tudi pogrejejo noter. Prostor deluje intimno, varno in prijetno. Ko je zakurjen kamin, se lahko sprostimo ob zvokih prasketanja ognja in imamo občutek, kot da smo del zgodbe preteklih časov. In Martina, kako je spati v takele leseni hiški? Vonj po lesu vsekakor prevzame človeka, najde stik s sabo. Zjutraj, ko se pa zbudi, sigurno pogled na te pašnike, ki jih pričaka živina, se pravi naša govedo, pa vsekakor da tisto piko na i, da se povežejo z naravo. Lastnika živita v vasi nad pastirsko kočo, v hiši, ki je prav tako prepredena z lesenim pohištvom izpod Janezovih rok. Stopniščna ograja, postelja, komode ob njej. Zgodba tega naravnega materiala pa se tu še zdaleč ne zaključi. Ob pogledu na delavnico tega spretnega mojstra šele zares spoznamo, kako zelo veliko ljubezni do lesa premore. Čeprav po poklicu ni mizar, se namreč poigrava z izdelavo stolov in miz, kjer les kombinira z epoksi maso, že desetletja pa v zimskem času izdeluje tudi lesene žlice, simbol preprostega življenja. Letno jih izdela kar okrogel 1 milijon.
98% od tega pa proda v tujino. Suha roba je na naših koncah že tradicija. Ne? Tu so izdelovali včasih, vsaka hiša izdelovala eno suho robo, ali so to špatule, žlice. Smo blizu Ribnice, Ribničani so znali to dobro prodati, Bločani pa tudi narediti. Te žlice, kuhalnice jaz delam že 30 let. Kuhalnice so tradicionalne, imamo stroje, ki so kar zelo zmogljivi. Prve stroje sem naredil pred 30 leti, pa sem videl, da niso dovolj zmogljive, niso dosti konkurenčne, pa sem naredil druge, izboljšal, da je večja kapaciteta, boljša kvaliteta, in to sem skozi dopolnjeval. Tako da zdaj imam kar dobre stroje, že 10 let obratujejo, so zamortizirani, sam sem jih naredil, pa so še vedno konkurenčni, tako da ni še noben naredil hitrejših. A je res, da so se celo v tujini ali z Kitajske zanimali za te vaše stroje? Ja, obiskali so me že vse sorte kupce, tudi iz tujine. Prišli pa so pogledati, seveda se je takoj vstavljal pri izdelovanju, moje stroje nimajo CE oznak, nimajo teh standardov, ki bi jih lahko sploh čez mejo spravili. To so pač narejeni iz starih strojev, tudi predelanih. Meni je bilo samo pomembno, da so uporabne in število kosov. Žlice izdelujemo iz frišne bukovne, lepe, bele. Les dobimo predvsem iz SiDG-ja, iz teh slovenskih gozdov. Vse uporabimo, se pravi od izdelave žlic, te stranske produkte, kot je pa žagovina in večji kosti detajli, pa zmeljemo v sekance in mi se potem ogrevamo. Sekanci ogrevajo sušilnico žlic, sušilnico sena ter tudi delavnico in hišo, medtem ko žagovino uporabljajo kot nastil za živino. Na ta način sklenejo trajnostni krog, saj ves les uporabijo do zadnjega kosa. Ampak a zdaj to pomeni, da pri vas jeste samo na žlico? Samo na žlico pa tudi ne. Rade tudi kaj narežemo. V ta namen smo naredili zelo tako zanimivo salamorezanco, katera je narejena iz tesarskih sekir, iz bližnje kovačije, in narejeno za levičarje in desničarje. In zdaj, če toliko delate z lesom, kaj vam les predstavlja? Saj vemo, da les vsem predstavlja neko toplino, nam pa predstavlja vztrajnost. Se pravi, les se že tako bori proti vsem vremenskim vplivom in je nekaj več. Mi pa vsem temu damo še dodaten čar, obdelamo ga, vse janezove roke, ki dajo dodaten značaj temu lesu, mi uporabljamo na kmetiji in vseh naših izdelkih. Ja, tudi jaz se strinjam, da je ta vztrajnost lepa beseda, ki vsebuje vse notri. Dokler ta les živi, ima ene svoje borbe in tudi, koliko ga obdelamo, ta les še zmeraj živi, še zmeraj diha, še zmeraj nam daje ta vonj, ta čar. Če pa mu vložiš vanjega eno energijo, je pa to še toliko več.